Malo spremljam tudi podcaste, ki govorijo na nek način o spolnosti in vidim, kakšne napake delajo. Rečejo, nas ni nič sram. To je informacija, da v nas ni nič dragoceno. Če ni nič občutka sramu, pomeni, jaz vam vsem lahko vsak dan zastonj potaram pomembne stvari, čustveno pomembne. Telo, spolnost. To so ljudje, ki ranijo nas na sramu. Je huda rana. Huda rana. Ljudje v gostilnah, ki mirno za pultom razlagajo o težavah spolnosti svojo ženo, kako njegovi otroci niso uspešni. Mirno, vsem ob piru. To so ženske, ki pa v frizerskih salonih in vsem v salonu povejo, kako ima njen mož erektilne disfunkcije. Miha Novak, dobrodošel. Ljudje prijo na terapijo, pa ima že kar robčke pripravljene. Včasih vidim, rečem, robčke, kar bomo danes pospravili, danes se bo treba jeziti. Samo v žalosti ne moramo narediti spremembe. Ni res žalost, ampak je neka vloga žrtv. Večkrat sem slišal svojih terapevtskih sedežev, pri moški reče, zaljubil sem se. Sicer imam doma ženo, super je, pridna je, odgovorna je, imam 3 otroke, vse imam rad, ampak jaz sem se zdaj zaljubil s sodelavko in pa bom šel. Oddaja Odnosi so zakon. Živijo in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri tudi tokrat gostim Miha Novaka, psihoterapeuta, s katerim so šla čez drugi del 6 čustev. Izjemno mi je všeč, kako zna Miha to razložiti, na preprost, poljuden, pa vseeno znanstven način. Tudi veliko primerov iz prakse poda in verjamem, da bo ta oddaja tudi vam tako veselje, kot je bila meni. Pejmo si jo pogledati, vas povabim, da tudi všečkate naše kanale na YouTubeu, Spotifyju, kjerkoli poslušate ali gledate oddajo Odnosi so zakon, dajte tako podpreti to naše delo, lahko pa tudi s kakšnim posvetilom komu pošljete naprej, ker pri družini in življenju radi rečemo, da dajemo naprej in s tem gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Zdaj pa kar z menoj v oddajo. Ja, neč boste videli, če greste na bazen ali kaj, ne? Ja, bomo videli. Ok, kar s celo familijo, fajn. Ko pa? Sej. Midva so zanč ostala lani, ne? Lani so ostala v oddaji, kjer sva obdelala kjera 3 prva čustva. Ti veš? Jaz vem, ja. No, daj povej. To se pravi, obdelala sva prva 3 osnovna čustva. Strah, Ja, veselje pa jezo. ok. Miha Novak, Ja, dobrodošel. gremo naprej. Odnosi so zakon. Si za zakon. Gremo naprej, da bojo res zakon, da bojo boljši naši odnosi. Se pravi, gremo naprej na 6 teh temeljnih čustev, pa bomo pa še kakšna, kako si rekel, da so Ja, sestavljena čustva. Sestavljena govorimo, čustva, ne? Ko je več teh osnovnih čustev, ne? Ampak dajmo iti najprej na osnovna 3. Pejmo na osnovna 3, pa da sam ponovijo, ne? Ja, Zakaj delamo z osnovnimi 3, ker so osnovna, ker so najbolj jasna. Jasno, v smislu, da tudi vem, kaj me, da najlažje prepoznam, kaj je v meni in kaj ne naredim. Ne? Če mogoče kasneje, tako kot se omenil, se bo dotaknilo malo bolj sestavnih čustev. Ljubosumje, preziri, zamere. Zaljubljenost. Okay. A je to čustvo? Bo omenil. Gre tudi na zaljubljenost. Ja. No, deva. In to so bolj zelo kompleksne stvari in ljudje res so zmedeni, kaj sploh čutijo. Ne? Tudi tako, kot terapeut si zmeden, če reče, zdaj pa, ne vem, sem zelo ljubosumna, ne? Kaj rešuvati takrat? Ne? In če pa vem, z česa so sestavljeni, je pa lažje. Tako da ja, 6 osnovnih čustev, ki jih jaz zmeraj pri ljudeh iščem na terapijah in gledamo, kaj nam sporočajo. Omenila so rekla strah, veselje, jezo. Deva sem še enkrat na kratko ponoviti, predno greva v naslednja 3. Ja. Zakaj so sploh tako pomembna? Tako. Ja. To se pravi, vsako čustvo ima neko informacijo in neko nalogo. Strah ima informacijo, ogrožen si, ogrožen je tvoje življenje, ogrožen je nekaj, kar je tebi pomembno. In lahko tudi naredimo tak prevod, kadar čutim strah, da se zavedam, da mi je to pomembno. Ne pomeni, ko jaz začutim strah, da je to nujno, da jaz nisem sposoben, da jaz tega ne znam, ker mi si tako razlagamo, zato nas je strah strahu, ja, oziroma odpor pred tem, da bi si ga priznal. Zdaj, če bom videl, da mi je strah, pomeni, da nisem sposoben, da mi nekaj meni sporoča, da nimam kapacitet, nimam sposobnosti te stvari rešiti. Pa ni res. Je lahko samo to, da vem, ta zadeva, ta odnos, ta situacija je meni res pomembna in me aktivira.
in aktivira moje sposobnosti, da sem 100% zbran, da se zaščitim. Da se zaščitim, ja, tako. Ne, mi je bilo zanimivo, sorry, če te prekinjam, ampak glih včeraj sem poslušal en podcast z gospodom Batageljem. Mislim, da je bil na Ideji, ta od Postojnske jame, ne? In sta komentirala, kako folk v Švici, ko je bil tisti požar pred novim letom v tisti diskoteki, dejansko ni vedel, da bi se moral aktivirati in se zaščititi, da je v nevarnosti, da bi moral pobegati, in je v resnici tisti folk tam snemal ta požar. In je bila tragedija toliko večja, ker enostavno se niso bili v stiku s svojim strahom ali pa s svojimi nekimi primarnimi nagoni za samo zaščito. Tako noro, ne? Kaj pomeni, če smo odklopljeni od teh čustev v resnici? No? Tako se mi zdi, da verjetno je tle neka povezava. Ja, zdaj, tega nisem zanimiv, ker ljudi zelo strah, ali pa rečemo, ko so tudi kakšni šok momenti, je res zelo različne so reakcije. Ja, lahko zmrzneš. Ja, lahko pa zmrzneš. Ampak, a da greš snemat? Ja, ok, se strinjam, ja. Lahko zmrzneš, nekateri se zelo dobro odzovajo v trenutku strahu. Zanimiv bil je eksperiment, se niti ni toliko zelo povezan s tem, ampak sem slišal, naredili so eksperiment, da so imeli neko predavanje in potem je med predavanjem nekdo pač igralec, za katerega niso vedeli, da je igralec, hodil med predavanjem noter, ne vem, neke knjige nosil, tako da so ga vsi očitno videli, bom rekel, za profesorem in tako. Ne? In pa sred predavanja so razglasili požar, pač lažen požar, in so rekli, da morate vsi iti čez gasilsko lestev dol skozi okno. In vse te ljudi so spravili dol čez lestev in pa so jih dol spraševali pa informacije za nazaj. Ne? In večina, mislim, da večina ni se spomnili, da niso so rekli, a se spomnite kakšnega človeka, ki je od zadhodil pa neke knjige nosil, so rekli ne. Kako to? Ja, pač zabriše. Prepiše se spomin. Ja, takrat v tistem primeru strah zelo jasno pomembne informacije se nam usrkajo, pomembno je bo, kako iti, kam iti, kako se prijeti, vse to se pravi, da strah da pomembno. Ostalo gre pa proč. Ja, vse drug pa odstrana, zelo hitro. Tako da, ja, v situacijah strahu se ljudje zelo specifično lahko zapolnijo določene situacije in po drugi strani pa nečesa tako zelo očitnega pa ne. Tako raznih teh očividcev, raznih nesreč ali pa, če so bili sami udeleženi, so res zanimiv različni zapisi teh videnja teh situacij. Okay. Pa da se ne ostava preveč v strahu. Strah je zelo pomembno, ampak po drugi strani predvsem vedeti, čutim se ogroženega, nekaj moram narediti in zelo pomaga, da se znam vprašati to. Da ne čutim samo, pred čem sem ogrožen, pred čem je strah, zakaj sem ogrožen, ker lahko gre to za majhne stvari, danes v sodobnem svetu nas ne napadajo tigri, levi pa kače, ampak so to lahko razni dogodki, razni sestanki, pogovori z ženo, z možem, z otroki na neko temo, starši, taki majhni strahovi, ki pa se jih lahko dobijo dosti moč. Potem so omenila veselje kot osnovno čustvo in da sem tukaj reči, veselje je zelo pomemben, meni se zdi res fajn tako razumeti ta kombinacijo strahu, veselja, pa potem je videti, ker ljudje dostikrat imajo kombinacijo, da se izklapa, to se pravi žalost in veselje. Žalost in veselje. Jaz pa bi raj to osvetlil, to se pravi veselje, sproščenost, sproščenost, kreativnost, mirnost izklapa strah. Da razumemo to kombinacijo. Kadar sem v strahu, a se lahko sprostim, a imam v svojem okolju ljudi, kapacitete, ne vem, neko aktivnost, da me umiri, da me sprosti, ker predolg časa trajajoč strah je zelo naporen za telo. Tako da smo rekli, veselje je tisto, ki me umiri, ki mi da informacijo, lahko se umiriš, v redu je, nadaljuj situacijo, povezuj se. V strahu, na primer, se z ljudmi ne povezujemo, ko me strah reče, dajte mi mir, pusti me premir, kdorkoli, otrok, žena, zdaj imam fokusa. In zato ljudi, ki jih je zelo strah, imajo tudi zelo šibke odnose. Če je strah prevladujoče čustvo v njihovem življenju. Zelo šibke odnose, ker jih niso sposobni in njihov sistem ne dovolj, da jih gradijo. Zato je veselje res pomembno čustvo. Včasih rečem, veš, to je še tista stara, ko smo hodili v hribe, pa so pa rekli, senič bomo pa jedli na vrha. To je pač po vseh pravilih prehrane oziroma športa ni smisel. Ješ po poti, ker rabiš energijo po poti, ne na vrhu. In
No, in se mi zdi, da je zelo podobno, pa razumemo tudi veselje. Veselili se bomo, veseli bomo, sproščeni bomo, ko bo vsega konc, ko nas ne bo strah, ko ne bomo jezni, ko bo vsega konc, bo pa veselje. Ja, da si ga boš lahko privoščil. Tako pa pride, kot nek, ko neko stanje na koncu, ampak jaz upozarjam, da je zelo nevarno tako razumeti veselje, ker nas napoti v trud. To pomeni, od znožja do vrha gore ne smem nič jest, videl bom na vrh. Ne, ti rabiš energijo po poti. Mi rabimo sproščenost, mi rabimo mirnost, mi rabimo si dovolj kreativnost, napako v samem procesu, kjerenkoli. A gre to za nek projekt služben, a gre to za v odnosih, bo se dobro razumela, samo ko res vse razčistva. Naprimer, pa rečemo, da ima par neko res težko temo, ko ne moreš razčistiti v enem večeru. Ok, se lahko mi da te stvari pogovarjava, zdaj deva se nek plan, en mesec ali pa za sprot, ampak reči vsak, ne vem, petek se pogovoriva, za pol ure greva na to temo, vmes pa mi dva raba lepe normalno življenje. Normalne, sproščene, da ti lahko povem, da te imam rad, da slišim od tebe, da imaš rada, da sem ti okej, da se izmenjujeva. To se pravi, da ne zamorimo te stvari. Tako da to je major zadeva. Ljudje imamo res probleme s tem. Tako da hvala za tole. Ja, to se mi zdi res pomembno. Ne dojemati veselja kot nekaj, ko bo čas. Ko si bomo res lahko dovolili. Tako. In Slovenci smo tle še posebej taki šparovni. Razen, če je podmazan. Ok, peva naprej. Ja, tako. To in pa so začela pa z jezo, so pa rekli kot tisto čustvo, ki je zelo potrebno, ki pomeni, ki nam da energijo, da naredimo stvari, ki jih vse čutimo, da so res pomembne. Eno močno energijo. Jeza, počrtovanje agresija, agresija je nekaj zelo drugega in je prepovedano, jeza je pa zelo dovoljena, zelo dovoljeno. Nujno čustvo, če hočemo spremembe. Če nisem jezen, ne bom naredil sprememb. Oziroma lahko se drugače vprašam, če nekje nima motivacije, na nekem področju, ki bi rad, pa bi rad slušal, pa bi rad nehal kaditi, pa bi rad uredil, ne vem, navade glede interneta, pa bi rad se pogovarjal, pa bi karkoli, pa kar ne morem, pa leta ne morem. Je dobro vprašanje, da se znam vprašati, ok, tukaj se ne morem zjeziti, zakaj se jaz ne morem zjeziti? Ker je bila prepovedana ta jeza, verjetno. Ja. Zdaj pa prehajava že na četrto čustvo, na žalost. Kako prebujamo, naprimer, če zdaj ti da poveža, ker se mi zdi sta zelo povezana. Se pravi, jeza in žalost. Okay. Kako prebuditi jezo? Sploh v terapevtskem procesu, s tem žalostjo. Tega v bistvu si želimo, prebuditi jezo. Rečemo, ne vem, včasih mi, ne vem, kakšen klient tako pripoveduje, kaj vse v življenju je, da mu ne gre in tako, in mi nekako pripoveduje o tem, da se želi, ampak jaz rečem, vi si ne želite, Vi nimate vse jeze, vi nimate moči, prav, to pa res nimam. Ste navajeni na to. Ja, in poveš, je nek tak terapevtski ukrep, rečemo temu, da ga sprašujem, kaj v življenju že vse izgubil človek. Ok, deva primer. Ni kontrole interneta, naprimer, to pomeni ves čas na internetu, čez dan ne upravljam stvari, zvečer bedim po noč, pač na internetu, vse zamujam, vse nekako nimam energije, vem, da bi rad športu, tisto tretjo se združil s prijatelji, ni tega. In pa če začnemo človeka sprašovati, ok, dejte mi pa, kaj ste že vse izgubil? Ok, če bi internet že, ne vem, rečemo, 10 let, se že lahko rečemo nazaj, postavil, da bi jaz kontrolo, bi jaz v resnici diplomiral. Ok, da bilo fajn diplomirati, pa niste. Ja, nisem, Ok. Čutek je žalosti, pogreš, bi bilo fajn. Ja, sem se mogel posloviti od tega, sem pač maturant. V redu. Kaj še? Imel sem, ne vem, neke razmerja, ampak v resnici se nikoli nisem spravil, ker mi je bilo bolj ležerno, bolj lagodno prek telefona, na koncu pa se je skazalo, da ne vem, neka ženska pač ker je tako reka z tega tipa ni nič. Ok, in ste izgubil neko žensko, ki je res v redu. Ja, sem, Ok, a me težko zaradi tega? Je, ok. In ko gremo v iskanje te žalosti, ko naberemo poln koš tega, takrat pa lahko vznikne taka res dobra, zdrava jeza, ko človek zdaj pa dosti tega, jaz kar zgubljam, po traku stvari, ker sem v tej žalosti, in ko se nabere ta žalost, pa pride jeza. In zato dostikrat vidimo, sta žalost pa jeza tako malo v plasteh. Veš, tako,
ledenik pa liste. Si kdaj videl te ledenike, ki se malo, veš, ko pade sneg, pa kakšen liste, pa tako se naberajo, tako pač po plasteh, no, naprimer, mi je ena taka, jaz si to tako predstavljam. V plasteh, ko se ena pretopi, pa se druga aktivira. Tako da zdaj pa, če greva na žalost, osnovno čustvo. Kaj je osnovna informacija žalosti? Pomeni, da se od nečesa poslavljam. Žalost je čustvo poslavljanja. Nečesa, kar sem imel, kar sem zdaj nečesa, ali stvari, ali človeka, ali situacije, potencijala lahko, ni več. Kar sem imel, ali tudi kdaj, česar nisem imel? Ja, to je še ena druga, ok. Rečemo posledico tega, kar nimam, ali pa posledico tega, kar nikoli nisem imel. To je tudi ena možnost. Včasih pač ljudje v terapevtskem procesu pride do tega, da ugotovijo tako zares, da niso imeli lepega otroštva, skrbnega očeta, tople mame, ali pa da ugotoviš, da nimaš pravih prijateljev, se tudi poslavljaš od neke predstave stvari, ki si kar upal, da jih imaš in se nekako del, pa jih nimaš. Tako da to gre oboje poslavljanje. In to je nujno, rečemo tako, če hočemo imeti zrelo osebo, se moramo postavljati. Oseba, ali pa če greva drugače, oseba, ki odriva žalost, ni zrela oseba. To so te, veš, tako veš čas hoditi nekam nazaj, iskati neko nostalgijo, kako je bilo fajn, ko smo bili takrat, kako je bilo fajn, ko smo bili dijaki, kako je bilo fajn, ko smo bili študenti, kako je bilo fajn, ko smo bili brez otrok, kako je bilo fajn, ko smo bili z enim otrokom. To se pravi, ne sprejemajo situacije, v kateri smo, ampak hoditi nazaj. Ena trenutna politična, kot narod, ne? Kako lepo je v Jugoslaviji biti mlad, ne? Ja. Tudi totalno nezdrava nostalgija, ne? Ja, nezdrava, mislim, so spomini za nazaj, so v redu in lepi in prav, da jih imamo tako lepi. Ampak se k temu zatekati k nečemu, kar se ne morem posloviti, me pa deja nezrela oseba. Neka zrela oseba sprejema situacijo, ki jo ima kot tisto, ki je najbolj pomembna zdaj, ne pa, ali pa tudi, ki jo lahko naredim lepo, ne pa iti nazaj. Tako, če greva čisto v osnovi, da človek, če midva ne bi bila sposobna žalosti nič, bi to pomenilo, da bi midva še zmeraj pogrešala najmanj prvo kolo, vzgojiteljco, če nam je všeč, iz vrtca, sošolce iz prvega razreda, drugega razreda, ker mi smo čez vse te faze, ker vsak od nas ima neko osnovno sposobnost žalosti, čez vse te faze smo se zavedali, ok, tega ni več, zdaj grem naprej. Ni več vrtca, je osnovna šola. Nimam več igre, moram sedeti pisati. Grem iz osnovne šole v srednjo šolo, se poslavljam od ljudi, domačega okolja, ne vem, ves čas je to poslavljanje, rečemo v življenju, je pač dejstvo življenja je, da se ves čas poslavljamo. In da je to dobro in potrebno. Ja. Ampak da smo to zmožni, je pa ta sposobnost žalosti, to čustvo, ki je na nek način težko, neprijetno. Žalost se mi zdi, tako jaz jo vidim kot najbolj težko čustvo. Aha, ok. Včasih dam primerjavo, vidim včasih, ne vem, kot neka 150 kg težka krugla brez ročaja, da bi lahko tudi neko zvod naredil. No pa zdaj odzigan nekemu postavil, kar je težka. V resnici tudi najmanj lahko naredimo, če tako pomislimo. Pri jezi lahko postavim, ali se zagrebam za nekaj, pri strahu ukrepam, pri sramu postavim mejo. Kaj pa v žalosti? Pri žalosti je pa nek pogum potreben, da greš v bolečino tega, bolečino soočenja s tem. Ja, nek občutek prepuščanja. Nek občutek prepuščanja. Pa žalosti se, tako se mi zdi, zelo bojimo, ampak večkrat ujamem pri ljudeh, da čeprav je zelo težka, se pa v žalosti človek najbolj čuti, kako bi rekel, v trenutku. Rečemo, kljub veliki teži, ki jo čutimo, ponovadi je to ta trebuh, drobovje, ta občutek telesa, tukaj v telesu pa navad leži žalost. Ampak večkrat sem že slišal, ljudje rečejo, na nek način pa toliko, kakor se zdaj čutim v trenutku, toliko obseb se pa samo ob žalosti. Tako zbere vso bolečino in jo strne, ampak tudi občutek sebe. Tako da ni to, bom rekel, ja, je težko, ampak ni pa tako samo za preskočiti ali pa to. Ena teza, pa ne vem, če se boš strinjal z njo, ali pa tudi, če je tule mesto za njo, ampak zdi se mi, da je sposobnost soočenja z žalostjo močno povezana tudi z sposobnostjo,
nekega transcendentnega občutka, nekega zaupanja, neke vere v resnici. No? Se pravi, a veš, vere, da s tem, ko se bom od tega poslovil, ne bo vsega konec. S tem, da zaupanje v Boga, čisto domač povedano. Ne? Se pravi, ker zaupam v Boga, zmorem sprejeti to žalost, se soočiti z njo in potem tudi od nečesa se lažje posloviti. No, tako imam jaz, to je moj feeling, no, čistko. Ja, jaz bi tle mogoče samo en klicaj naredil za verne ljudi, ker nekateri imajo občutek, da ne smemo biti žalostni. V smislu, če sem pa žalosten, pa nisem veren, pa ne zaupam. Tle se mi zdi tak resen klicaj. Sej že vse v redu, sej že dobro. Ne tega delati. So momenti, ko je žalost nujna, pomembna. In da se lahko povem, čutim žalost, težko mi je, poslavljam se, ampak se pa s tem tudi strinjam, da če imam neko zaupanje in to je vera, to je ali je vera, ali to je neko življenje, da je pa čist drugače žalost stoji, da veš, da je znotraj neke poti ali sama sebi namen. Če je na neki poti, rečemo neka etapa, neka proga, ki je pač žalost je obremenjena, je čist drugače se z njo spoprijeti, kot če je samo res kot neka neka težava. Samo neko, kako hočem da celo. Tako da se strinjam s tem, da in v veri ali zaupanju, tako stvari dobijo čist drugačno, bom rekel, perspektivo, ne pa bi pa rekel, ne pa past na to foro, da v smislu ne smem biti kot vernik ali pa tako, pa žalosten. Žalost je pomembna in prav je, da povem, zdi se mi tako dobro, ljudi spodbujam, tudi sam se tega poslužujem, kot čutim neko težo, da se vprašam, od česa se postavljamo, ne? Ker velikrat jo čutimo, mogoče sploh moški, jo pa ne zaznamo, ne? In zaznamo jo lahko v različnih momentih, so dogodki, so, ne vem, lahko neke družinske dogodki, neki s prijatelji, neki tako, žalost se velikrat prekrade zraven, pa se je ne zavemo. Naprimer, enkrat mi je bil zelo dober primer enega fanta, ki je rekel, na maturantskem plesu, rekel, jaz sem v resnici bil zelo žalosten, kaj je z mano narobe, in pa smo malo govorili, pa so rekel, se vidi, da nič ne z njim narobe, on se je na maturantskem plesu zelo dobro zavedal, da se poslavlja. Še en mesec od obdobja užival je, v srednji šoli imel dobre prijatelje, znajdu se je vedel, da odhaja na faks, ki bo za njega težji, da bo novo okolje in se resnic bila ta žalost zelo na mestu, z njim bilo nič narobe. In da se tega zavemo, rečem, okej, mi je fajn, ampak iste momente lahko tudi prije žalost, tako bim rekel, lahko je neko veselje, pa istočasno tudi se zavemo sebi, da se postavljam neke stvari in fajn se vprašati, od česa se postavljam, lahko, kot so rekla, od ljudi, od stvari, pa dobro se mi zdi tudi postavljati od predstav. Da živimo pač normalno in dobro imeti predstave, dobro imeti cilje, ampak ne vem, pač saj zase bom govoril velikrat, vidim se je treba poslavljati od tega, kaj sem si jaz predstavljal, da bom pri teh letih, da bi moral biti, kje bom jaz pri teh letih, kaj bom uspel, kaj bom tisto, kako bo moja družina. In če se tega ne zavem, da je malo drugače, kot sem si predstavljal, in to ne pomeni, da je narobe, ampak je drugače, ne? Saj zase lahko rečem in ko vidim, drugače, posloviti se moram od predstave, ko sem imel in nehati težiti in najedati vsem s tem, kaj bi mogel biti, reči, to je moj moment, tukaj sem. Dej probi zapeljati to žalost še malo v, recimo, izkušnjo odnosa med zakoncem ali pa v paru, se pravi, kakšno mesto ima tukaj. Mislim, da ta zadeva s predstavami je že zelo blizu, se pravi v smislu, kako sem si pa tudi tebe predstavljal, da boš moja žena, in na kak način boš funkcionirala ali pa česa boš pa ti zdaj se že losala po toliko in toliko letih. Ko imamo ful nekih, bi rekel, zelo detaljnih predstav, kako bi žena morala biti ali pa mož, Ja, žena, mož, najin odnos, midva navzven, midva kot tak drugačen par. Se mi zdi, da je tle veliko drugo potem silimo, kaj smo jezni,
Tako, če smo rekli, jeza pa žalost je skozi smehen, izmenjujete ali pa sta v nekem takem razmerju. In se pa jezimo na drugega, kakšen bi mogel biti, da bo ta eksperiment sedaj že preddelaj, greva naprej, to smo se že naučili, a ne? Nimamo nekaj, ampak v resnici mi zdi, če se ne zavedam, da se vselih poslavljam od tega, da bo moja žena taka, pa taka, pa taka, imam pa pač tako ženo, ne? In je čisto v redu, ker je pač človek, ki nima, ampak jaz bi si želel tako. In obratno pač, da moja žena razume, da jaz nisem tudi posod tak in drugačen, mislim tako po njenih predstavah in da mi upa to tudi povedati. To se mi zdi tako zelo fajn, če mi lahko tudi si med sabo poveva, lej, predstavljal sem si, da bo tako in ne govorim, da bo ti taka, a ne? Zdaj, če govorim o ženi, a ne? Samo včasih mi je težko, ker nisi, ampak sprejemam in to je moja odgovornost, da sprejemam tebe tako, kot si. Okay, Če gre spet iz tiste situacije sprejeti, situacijo tako, kot je. Ne pomeni to, da ne smejo rasti in med ciljev in prizadevam za naprej, ampak razumeti, ok, midva sva taka. Imel sem pa pač drugačno predstavo in tista predstava me še zmeram, kar že ker pride naenkrat in se zjezim in bi rad nekaj na hitro drugače, pa ni fair, ne? Ja. Tako da sploh v odnosu se mi zdi pomemben, da se lahko to tudi poveva in da bom rekel, pač najprej pri žalosti je zmeram pomemben, da druga ne zabijam s tem, da bo že v redu, da potolaš se je tako v redu, bod hvaležen, a ne, to so ti termini, ki so zelo zaprejo žalost, a ne, ker rečemo, kaj ti pomaga, ko smo žalosti, ker nekomu poveš, da je v odnosu, da ti je težko, a ti pomaga, da te en z nekimi hitrimi spodbuja, zdaj bod vesel, daj pogledaj, kako sonce sije v Afriki, pa, veš, to je kar nekaj, a ne. Pač to res ne pomaga. Kar pomaga je, in tudi po drugi strani ne pomaga, da namen daje nasvete, a ne? Ker ali nas spodbuja, ali nasveti so na hitro, na prvo žogo, so zmeram, glavna informacija, ki damo drugmo je, to, kar ti čutiš, ni okej. To ni in poštimaj se. Ja. Spravi se v red. Jaz imam dober dan, težko mi je, če imaš zdaj ti slab dan, da postav se v red, bo to v redu, zapri, daj, bod vesel, hvaležno, zdaj ima nekaj na hitro narediti, nekaj ni v redu s tabo, a ne? In kako pa rečemo, damo nek prostor žalosti, a ne? Da ga upam vprašati. Okay. In kaj ga lahko vprašam, zakaj si žalosten, od česa se poslavljaš ta trenutek, kaj si mislil, da bo, pa ni, a ne? In da mu sam pustim, da govori, da pove. In da se jaz, in tukaj je fajn vedeti, da nisem v prvi vrsti zdaj jaz odgovoren za čustvo druga, da ga drug lahko doživlja, da lahko moja žena lahko žalostna. Ja. In jaz sem lahko žalosten. In sem jaz v redu. In sta v redu. Ja. Ampak zdaj bodeva reči fajn pa je, da sta tudi v tem povezana, ne? In povezana sva, če druga znava tudi vprašati in razumeti, v redu, si ima predstavljati, da bom jaz vse poštimo, da bom jaz nekaj supermena, ne? Tako rečeva, lej, nisem, ok, in ti je težko. Razumem, to ne pomeni, da moram jaz biti superman, ampak sem pa lahko s tabo, ko si tako, a ne? Fulabr. In to se mi zdaj res pomembno. Se slišati v žalosti, moški težko, sploh se žalostjo ne znamo, tako kot sem že rekel, nimamo kaj znov početi, ne? Ja. A ne? V strahu lahko nekaj naredimo, v jezi lahko nekaj naredimo, v sramu, v žalosti. Žalost pa ni moška. Ni moška, tako smo zgubljeni, ne? In je težka. In se mi zdi tako, če jo čutimo kot težo in je taka neprijetna, da si znamo to tudi čisto mir povedati, se tako v momentu sprejeti, ok, mi je težko, ne vem, no, mogoče možje lahko tukaj kdaj žene, ki vprašamo za kakšen nasvet, ne, kako, lej, vidim, da bi bilo fajn, da bi bil žalosten, pa kar ne znam. Lej, če so žene varne, ne? Če nimajo one tiste svoje panike ob tem, da si ti žalosten, če nimajo kontrole, ne? Ja. Takrat se jih verjetno splača vprašati. Ja. Tako čist kot... Tako, ja. Ok, cool. Tako da to mogoče samo še dva vidika žalosti. Vidika žalosti, ja. Ne pomeni, da moram jokati, če sem žalosten. Ne? Okay. Ja, so telesni znaki, ki mi tudi pomagajo nekako izražati žalost in nas povezujejo od solze, od te, bomo rekli, meham bolj pasivnosti, nekaterim se potijo dlani in tako. Tako da, ni pa nujno, kakšni reče, jaz nisem nikoli žalosten, nikoli ne jokam, ne obremenjujemo se z jokam. Ok. Jok je pač, če se, ali pa solze, žalost je tako, je lahko na drugem nivoju. To, po drugi strani, nekateri se bojijo žalosti zaradi, bom rekel, kar neke predstave, da je žalost depresija. Kada gre v smislu majhna žalost, srednja žalost, velika žalost, depresija. Kot da bo to nujno vodilo tja. Tako, da lahko, če ne ustavimo,
nas pravi kar v depresijo. Ampak to ne gre tako. Okay. Večinoma ne gre. Jaz v svoji praksi pa tudi tako, depresija kot taka je predvsem, rečemo, odklopljenost od vseh čustev. Aha, okay. Ko pride nek depresiven človek, mi predvsem v terapiji sprašujemo, kdaj se ni jezil. Aha. Kdaj je zatrl svojo jezo. Ne kdaj je bil žalosten, pa ni jokal. Okay. Kdaj se ni postavil zase. Tako da depresija, mehen je iz tega, kar prišlo, veš, kar rečemo, kako je pa vikend, ja, depresiven. Ni bil depresiven vikend, dež je bil pa, ven si šel pa doma se ležal, ampak to ni depresiven vikend, čeprav kar izražamo, ampak z tega se zdaj, ker mi bojimo neke depresije. To se pravi, žalost ni depresija, žalost je nujno in je prav, da se jo izrazim in tu, če jo čutim nekaj časa, je čisto lahko na mestu, a ne zdaj, če gre za, rečemo, pri depresiji je res še bolj to ogroženo, oziroma ta moment, ko se pa jaz začnem odklapljati, ko jaz več stvari ne čutim, zato velikrat vidimo. To je neka brezizhodnost, ne? Brezizhodnost, ali pa neko ne moramo sebe razumeti. Dostikrat vidimo, da so depresivni ljudje pridejo tudi iz zelo veselih družin. Ne rečejo klienti, ni mi jasen, doma so vsi tako veseli, ata je cel, vid smohar, harmoniko špila, ni da ni poka, vsi ga imajo radi, mama, super, vse štima, peče, pogovarja tako. Jaz pa čutim, jaz sem pa, naprimer, on ima pa depresijo. Naprimer, težo ali pa da je že depresiven, nekaj gremo malo v družino nazaj. In pa jih sprašujemo, okay, kako je bilo vam, ko je bilo težko? Kako je bilo vam, ko vas je bilo strah? Kako so vas sprejemali, ko ste bil jezen, ne? In ponovadi so to informacija, ne vem, takrat so pa, če pa je bilo nekaj tazga, so mi pa rekli, pojdi v sobo, poštimej se, pa pridol, veš, kad imamo malih veselico, ne? Tako drugačno, ne? In da niso sprejemali to, kar se je njih dogajalo. In kot otroci so si nekako podzavestno dali informacijo, lej, pospravi te stvari. To ni pomemben. Tako te ljudje ne bodo imeli rad, tako te ljudje ne bodo sprejemali, bod vesel, bod pozitiven. In nek velik, močen moment samega sebe so nekako, rečemo, odrezali. Ja. In to pa to je pa veliko bolj, rečemo, gojišče, tako vzdušje, gojišče za neko resno depresijo, za neko otopelost, pa da ne bo pomote, vesele družine, dobro razpoloženje, super, ampak, kaj ne rečemo, če in ko pride momenti za žalost, dajmo tudi žalostne mesto. Dajmo vprašati, ali moža, ženo, ok, lej, ti je težko, smo mislili, da bomo imeli lep izgled, pa tam smo bili, pa nekako te neka žalost, se zaveš tizga, se zaveš tega, ali lahko se midva kot par dovoljva, da sva pač žalostna. Da sva pač žalostna, da si pač ti žalosten, da je pač bilo otožno. Ja, super. In sva v redu, v smislu v redu, si dovoljva. Ali lahko otroka vprašamo, je bilo težko, tisto tretjo si mislil, da boš prvi, si bil tret, si, ne vem, takšno oceno te je sošolc nekako izdal. Ali lahko damo to mesto brez nekih popravkov, hitrih, tako. Dajmo to in ne se tega bati, bomo naredili veliko več usluge samo temu. Tako da to, in po drugi strani, tako, če samo spet mehko gremo nazaj, pa ljudeh, ki so pa konstantno v žalosti, je pa to nek manever, je to rečemo nek izhod. Jaz včasih kažemo tako, zdaj različno, ljudje tudi, ko prijo na terapijo, že malo pričakujejo, ali pa če so že kje bili, pa tako, pa kdaj prije meni kakšen par, pa ima že kar robčke pripravljene. Tako lepo. Ampak bi kar rekel, robčke kar pospravite, A ti jih na terapiji na mis nimaš? Ja, jih imam tam zraven, ampak eni so res skrbni, eni se pripravljeni na studi Benjamin, to je drugače. Okay. Pride pripravljen z robčki, zdaj bom joko in uro, tako, da slučajno ne bom breme terapeuta, veš, kaj robčko pa res nimamo, hecam se, no. Ampak tako, včasih vidim, rečem, tako sam pri sebi, vse ljudem tega ne rečem, robčke, kar bomo danes pospravili, danes se bo treba jeziti. Jaz samo v žalosti ne moramo narediti spremembe. Ja, dajmo slišati, dajmo videti, kje ste, ampak če je žalost že celo vaše življenje, to sem mi vzeli, tam sem me krog prenesel, potem me žena me ne spoštuje, potem službi nimam tega mesta, potem tisto, tretjo, tako. Mi lahko nadaljujemo s temi izpovedmi žalosti v nedogled. Ampak jaz vem, da v terapevtskem procesu ne bomo nič naredili. Pri takem človeku, ki je navajen, da se utaplja v žalosti, ki je v resnici ni res žalost, ampak je neka vloga žrtve. Takrat robčke dajmo stran, pa se mehen izil. In se treba zjeziti in videti, ok, kaj lahko naredim, kje je moč za premik, če ni, ne bomo mogli nič in tako ne dovoliti, da se to prekriža. Tako da
Super. Tako, no, bi rekel čisto, sploh velikrat slišim pri ljudeh ali pa tako pri kakšnih mamicah rečejo, ja, sej mi pa čustva sprejemamo v družini, moji otroci pa jokajo, ali pa jaz pa jokam, ne. To še ni, ne vem, kakšna močna, to gre lahko vse smeri, to lahko tudi zelo napačene, ne, lahko to smo sam družina, ko smo skozi žrtev, pa se vsi skozi jokamo, ne pomeni, da res lahko si dovolimo čustva, tako, ljudje preveč damo, se mi zdi čustva samo na solze, ne, rečemo, ja, ok, solza, ja, kljukca, samo čustvena družina, ni solze, nismo, ne, to ni, jaz se po to ne podpišem. Zanimivo. Ja, Okay. no tako, to imamo žalost, ja, imamo mi Gremo dalje. Gremo mi dalje, ne, da se ne zataknejo. Da nama sem žalosten. Ja, ne, se res tečna. Pa tečna, nimaš kaj, pač duba hoče biti žalosten, sam drugače ne gre. Popolnoma pa sram. Sram je pa eno izredno pomembno čustvo. Kaj je naloga sramu? Naloga sramu je, da varuje meje. Okay? Varuje odnose. Brez sramu bi se mi ljudje skregali v momentu, bi se mi odtujili, izgubili odnose lahko enem popodnevu. Tam, ker smo ljudje, tam rabimo meje. To vemo že na rečemo po parcelah, pač rabimo menik pol metra na noč zabit, da točno vidimo linijo, pa še tam se veš, ni včasih čisto jasen, ali zdaj ena veja rase čez mejo, ali ne rase, ali kako. Ne, še tam, ko zabijemo pol metra noter. Zdaj, drugo vprašanje pa, kako pa v odnosih, ne? Saj mi imamo neka pravila, kako približen se pogovarjamo, kaj lahko komu rečemo, ampak teh pravil je ogromen, to so nepisanih in jih mi moramo biti sposobni sprot prilagajati. S kom, kako, na kakšen način. Zdaj govorimo, s kom lahko govorim, kakšne stvari čustvene, a ne, v smislu, ja, kaj lahko povem. Koliko odprt si lahko. Koliko si lahko odprt, a ne, dotiki, a ne, na kakšen način se lahko dotikamo, na kakšen način se ne moramo dotikati, kdo, kje, kdaj, kako, in po drugi strani tukaj pride tudi spolnost zelo pomembna. A ne? In je zanimivo, ne? To so neke stvari, ki so v enem momentu odlične, čudovite, najlepše lahko rečejo, in v drugem momentu, a ne, grozne. Spolnost v dobrem odnosu. Najlepša stvar, na drugi strani to zloraba je najtežja stvar. Isti, rečeva, tehnično zelo podoben dogodek. Enako gre za besede, za čustvene besede. Zdaj, če se v odnosu neki globoko pogovarjajo, je to lahko izredno močna zadeva, če jaz nekoga pa lahko zelo močno žalim. To se pravi, sram išče meje. Okay. Sram je čustvo, ki išče meje, postavlja meje. Je izredno neprijeten, ki ga v telesu začutimo sram. Daj pomislu. Vse, kar ti bom povedal, ti bo ko jasen. Kar povej. Ok, oči. Sram je obraz, oči, pa rečemo včasih ta frontalni del tako ali pa občutek, da si na odru. Zelo močen, hiter občutek, tak hiter, naprimer napram žalosti zelo hiter pride, se počutimo izpostavljenega. Oči, ja, kam gledam, kje sem, tako nam je narodno, gledamo dol tako, iščemo mejo. Po telesnih odzivih bi pa jaz upozoril še eno stvar, če smo rekli, da imamo tako pri naprimer žalosti so solze, včasih pri veselju so solze, pri sramu je zelo zanimiv odziv telesa, je smeh. Smeh jaz večkrat povezujem z sramom, no dobro, v terapevtskih procesih je to malo drugače, ne? Sramom kot pa z veseljem. Ljudje, kadar se meni smejijo v terapevtski sobi, to večinoma zaradi sramu. In to se mi zdi zelo pomemben razumeti. Tudi zaradi odnosa, ker ko se pogovarjamo o odnosih, se velikokrat začnemo smejati. In ni redko, da ne vem, žena neki ali pa mož nekaj težkega govori in drug se začne smejati. In kakšna je reakcija, naprimer, žene, ki jih pove neko pa nekaj resno, da ti razlagam, ti se už pa režete. Točno to. In ona reče, on se mi pa smeja, ne? Lejte, pogledajte ga, on se pa smeje. In tip se res smeje, ne krohota, ampak se nasmiha nekaj to, ne? In v tistem momentu je nujno razložiti, da to ni smeh. V smislu smeh, veselja, posmehovanja, neke sproščenosti, ampak da je gospoda noro srama, ne? Ker je on mogoče prvič ob svoji ženi začutil, da mu neki to globoke stvari pove, po drugi strani se tudi sam ne ve, kako se takrat pozicionirati, kaj narediti, ne? Takrat, tako če pogleda, sram je nek tudi občutek, kam zdaj, koliko, levo, desno, kje ta meja, ne? A zdaj ne te gledam oči, a ne govorim ja, zdaj naprimer, tam je še terapevt, zdaj še z njim, ali njemu kimam, in pride en močen občutek sramu in se ta smeha, ne? In to je zelo fajn vedeti, tudi v odnosih, ko se pogovarjamo.
če gre na smeh. Če bi se eno temo, kar rad se, ne vem, na nek rogljiv način govoril, se je dobro zavedati, ok, ta tema je meni tuja očitno, ne? Ali pa se jaz v tej situaciji še nisem znajdel in se kar smejim. Zakaj? Zato, da mi malo pomaga. Smejim se in rešujem situacijo. In je fajn, naprimer, če se mi to dogaja in se nam dogaja. To je fajn opazovati. Takrat, ko grem na tak način, rečem, en drugim povedati, zdaj pa čutim ful sramu in mi gre kar na smeh in bi kar nekaj zavil. Bi kar se malo začel norčevati iz neke teme, ki je v resnici resna. In po drugi strani sam, da se zavem, ok, srame je. In to ne pomeni, da je z mano nekaj narobe v tem momentu, ampak samo, da mi ni znana. Ne? To je tudi znotraj družinskih sistemov ta vloga tega jokerja, ne? Otroka, ki z smehom regulira verjetno predvsej tega. Ne? Ja, ali pa če pogledava, meni se zdi zelo pomembno, naprimer, zdaj v družino, ko mora nekdo nekaj resnega povedati. Naprimer, pohvaliti. Koliko pohval resnih smo mi slišali od naših očetov na način, da niso bili norčave, ali pa če se rečem, ok, kdaj so vas pohvalili, pa da niso bili pijani, ali pa da vas niso sramotili. Kdo ima res očeta, da bi za mizo ob dogodku rekel, ne vem, danes smo pa naštale, ne vem, matura, ponosen sem nate, vesel sem, ali pa ne vem, zdaj odhajaš na to pot, greš tisto študirati, želim ti to pa to pa to, tako. Čisto resno, čisto v miru, brez občutka sramu, a ne? Težko. Kako pa mi to povemo? Ja, zdaj greš študirati, gledaj, ne boš zglajal, gledaj tisto, a ne? Obrnemo v nek smeh, sicer hočemo dati dobro informacijo in jo želimo dati, a ne? Ampak jaz se večkrat tako vprašam, ali pa, če greva čisto na odnos, a ne? Ko moramo moški, ženski nekaj resnega povedati, a ne? Res me veliko pomeniš, noben me ni znal tako v življenju sprejemati, kot ti, kad imam te projekte v resnici, čeprav delujem suveren, se počutim totalno otroka, ranljivega in to, da si zraven mene, mi veliko pomeni. Naprimer, neki resni stavki, kako pa mi te stvari ponovadi povemo, sej še dobro, da te manjka, itak, no sej ti pa itak še bolj zgubljena, a veš, zavijamo nekam, a ne? In v resnici damo neko informacijo, skozi pa pomagamo z nekim sramom in ni prav, se mi zdi, ni tako odraslo, oziroma se lahko čisto v momentih ustavimo pa rečemo, lahko jaz eno stvar povem, brez sramu, brez da zavijam na nek hec, se lahko hec samo poje, ampak kako hočem neko resno stvar predati. En dober primer tega smeha mi je zmeram ena zgodba, ki smo enkrat na praksi na eni šoli, ker naprimer pri spolni vzgoji je tudi ogromno sramu. Ko gremo starši pripovedati svojim otrokom, in se nam začnejo smejati. In kaj takrat rečemo? Kaj se smeješ, to je resna tema, se ti sploh ne more, ali pa če imam kdaj kakšno predavanje o spolni vzgoji, pa mi rečejo, mi se znaš, moramo zmeniti se skozi smeja. In rečem, ja, in kaj pa, ko se začne smejati, pa mu rečem, bo resen, to je resna tema, kako je to pomembno, še napadamo ta smeh. In večkrat rečem, dejte mu sam reči, ok, nam je kar neroden. Še uporabimo množino, nam je kar neroden, je kar nek sram. Ok, in bi se kar malo smejali, razumemo, ker v resnici gre za neko mejo. No, če gremo nazaj do te zgodbe, bil sem zraven, bila je spolna vzgoja v neki osnovni šoli, 7., 8., 9. razred in sta zelo profesionalno narejeno, tako prišle sta dve neke študentke, take prijetne, lepe na pogled, se predstavlja pred razred, tam so se pravi 3 razrede skupaj nagonili, v robu učiteljice, sami učiteljice in tam par tistih fantov 8 razred. In tista punce začnejo razlagati, no, pogledajte in pride tam slajd, no, tole je moški spolni organ, penis, in tam je fant tako in pa kar ti pogled učiteljice, to je resno tema. In pa naprej, ženski spolni organ in sam zaslišam a je bil isti fant. In naslednja slika, veš, ampak slike v redu, primerne sheme, tako pohvalno. In pride, no, Guna gre naprej, pa že tam predavateljcem naroden, no, to je pa penetracija, on v kruhot, pa je tvoje tepi smešen in so ga vam poslali. Ampak zdaj, če pogledava, kaj se v njem dogajalo. Njem bi bil sram, totalen sram. In kaj je bil ta sram? Neko novo področje, ki ni vedel, kako se postaviti. Pred sabo imamo 2 lepi privlačni punce, ob sebi so šolke, ki so bile všeč, tam še neke učiteljice, ki so tudi ženske, ki se tudi v mlademu šolarju prebujajo razne misli, fantazije, kakorkoli. In
In tega sramu je bilo enostavno preveč. On ni zdržal tam v tisti sobi, obkoljen ženskimi pogledi in gor še sliko, ne vem, penisa ženskega spolnega organa penetracije in ga je smeh rešil. Njemu ni bilo smešno, njega je zanimalo. Pač dobil pa kazen, da je šel ven in ta kazen je bila, da je bil pač te situacije, da se je izognil. Tako da ta smeh je zelo pomemben, da ga znamo spraviti v dober kontekst, ne da ga napadamo človeka, ampak da lahko rečem, ok, nam je neroden. To se pravi, nam je nerodno, je področje, kjer se lovim. Ker tukaj verjetno je točka, kjer pa potem ta sram postane toksičen sram in pač se verjetno zapeče in kdaj je sram toksičen sram? To je pa, da reč, če je tukaj ta funkcionalen sram, je sram pa tudi čustvo, ki je najbolj povezano, najbolj direktno vpliva na našo samo podobo, dojemanje samega sebe. Tle pa lahko oziroma postane pa sram problematičen, če si dovolimo prehiter prevod. Jaz naredim neko stvar narobe, jaz sem narobe. Jaz nisem dosti močen, jaz sem slab. Jaz nisem dosti zanimiv, jaz sem slab. Jaz nisem dosti uspešen, pameten. Vse si lahko naberemo. Oziroma od dogodka, kjer sem se počutil samo izpostavljenega ali pa negotovega, si prevedem, da jaz nisem dosti dober. Tle pa sram zelo, mislim, ta prevod, tukaj bom rekel čista napaka, pa zelo ogrožujoč za človeka. Rečemo, za človek, ki ima premočen občutek sramu, si tudi zelo hitro rata osamljen. Poreže vso globino v odnosih. Ne upa si nič povedati, ne upa si nič deliti tako v situacijah. In od vsi odnosi, ki jih imajo, rate oplitki in počasi odpadajo. On je po nekem tem sramu, nekem tem področju, da si ne upa s človekom nekaj podeliti. Tako da to je ena ranjenost sramu, to se pravi premočen sram. Pa druga zelo pomembna stvar pri sramu je, če je bilo v družini veliko sramu, je velika verjetnost, da sem tudi sam odklopil občutek za sram. Se spomniš, za Anđe v prvem delu so govorili, če je bilo sramu, če je bilo njega čustva preveč, ga odklopim, ker preveč piska. Kot tvoj Peugeot, kot moj Peugeot, še zmer. In če ga je preveč, ga odklopim. To so ljudje, so rekli, ki nimajo občutka in kar povejo stvari. Nimajo občutka, da varujejo. Ker sram, to se pravi, sram varuje dragocene dele. To se mi zdi zelo pomemben vedeti. Ko vam je mene sram, očitno nekaj tudi vse občutam kot dragoceno. Povedati o neki temi, ne vem, spolnost, dotiki, neka globoke teme. In je prav, da čutim jaz, da imam občutek tega sramu, da je treba, da to varujem. In da se znam tudi vprašati, a se lahko vselih, ne vem, z nekim prijateljem pogovarjam o težavah, da imam, bom rekel, nek manevrski prostor, ampak danes smo, to je velika, saj jaz to dojemam, veliko napako, ker mnogi prikazujejo sram kot neko srednjeveško čustvo, ki je ostalo samo zato, da nas nekje blokira. In to gre meni, tako lik z Ančicem spremljal, oziroma malo spremljam tudi te razne podcaste, ki govorijo na nek način o spolnosti in vidim, kakšne napake delajo. Rečejo, nas ni nič sram. To je informacija, da v nas ni nič dragocenega. Jaz lahko vsem povem. To pomeni, da ti sebe ne razumeš, kot da je v tebi kaj dragocenega. Ker če ni sramu, če ni nič občutka sramu, pomeni, jaz vam vsem lahko vsakmu dam, kdorkoli pride za ston potalam, pomembne stvari, čustveno pomembne, telo, spolnost, jaz to delim. In tle se razvija velika napaka. Biti brez občutka sramu je v resnici velika ranjenost, ne pa osvobojenost. Imeti občutek sramu, zdrav občutek sramu, pomeni, da jaz sem kot oseba, da imam nekaj dragocenega in to dragoceno lahko prinesem v odnos, v ta pomemben odnos. In si dovolim vrvati, rečem, te temi jaz tukaj ne vem, predvsem mi vami ne bi govoril. Ta tema je pa za mojo družino, za moje sorodnike, za mojo ženo. Pika. In si upam stati, ker če grejo nazaj, ta ranjenost, če je bilo v družini preveč sramu, kdo so to? Če je bil v družini prisoten alkohol, skoraj vedno tam je ranjenost na sramu. Te ljudje, ali jih je vsega sram, ali po drugi strani, ves čas v življenju delajo stvari, da se sramotijo. Oziroma, kot sami večkrat natrpijo, pojo, jaz niti ne vem, da sem prekoračil, in pa šele, ko se streznem, ali pa lahko tudi treznem, šele nazaj vidim, kaj sem naredil. Se kar usmešil, to so pogosto ljudje, ki rečemo na raznih žurkah, raznih dogodkih, grejo najdel,
Najdel v neki izpostavljen, na mizo plesati goli, taki drugačni dogodke, govoriti neke zgodbe. To so ljudje v gostilnah, ki mirno za pultom razlagajo o težavah spolnosti svojo ženo, kako žena takšna in drugačna, kako njegovi otroci niso uspešni, neke družinske teme, spore, mirno, vsem ob piru. To so ženske, ki pa v frizerskih salonih nimajo barikade in vsem v salonu povejo, kako ima njen mož erektilne disfunkcije, naprimer. Razumeš? To so ljudje, ki je ranjenost na sramu. In to je res, v resnici je ta sram je huda rana. Huda rana, globoka rana in ljudje, mislim, kje so še ponovati? Trpijo. Kaj? Kje se še ponovati? Ok, alkoholizem. Oblikuje se, predvsem tem, ker je bilo tega veliko in so odklopila. Ne? In alkohol, naprimer, je gotovo ena stvar, ki se bi ti ves čas na neki točki izpostavljenosti. Nikoli nisi vedel, kaj bo to oče naredil, bo naredil. Se ni treba, da je bil zmeram pijan, ampak lahko, da se je na 3 mesece enkrat bil glavni norc večera, ne, pel na mizi in ne vem kaj, ali kakorkoli, ti si ga mogel dol leči, pa daj pa je tata, alo gremo v avto, pa še enkrat ti všel nekam, pa tako. To je taka rana, da ti... Mislim, to je res težko. Ne? To se pravi alkohol. Po drugi strani lahko čist neka taka, kar se tiče nekih spolnih mej, da ni bilo, da so govorili, da starši, mama, oče niso imeli teh meja, ne, glede kaj se, neke intimnosti, kaj se govori, kaj govorimo otrokom, kje so neke meje, da nekateri vidiš tako prav imajo nek rajen vzorc, grejo zmeraj v nekih teh temah predaleč. Vse to so ljudje, ki smo ob njih in sem neprijeten, ne veš, kaj bo naslednji korak. To so te mehne, mislim, ali pa velike ranjenosti na sramu. Ne varujejo. Nezakonski otroci. Tudi. Ja, zdaj, težko reči vsi nezakonski otroci, ampak zelo pomembno je, kako v starih časih je bilo to v starih časih, ja, velika stigma, no? Zaradi tega sem to omenil. Ja, rečemo, sam dogodek ne pomeni nujno, da je avtomatsko tako, ampak govorimo nezakonski včasih, ne vse to danes, veš, samo bomo rekel, odvisen, kako so doma od tega znali spregovoriti in če so se počutili varne. Nekateri odločitvah, vse ločitev je, žal tudi pač mnogi otroci zelo prizadeti s tem, ogromnega sramu čutijo, ker če tu družinsko pogledamo, kaj, ko se ti starša ločita, v resnici neka tvoja intima, družinska intima je zdaj odprta. Vsi lahko tebe govorijo, veš, da se ljudje pogovarjajo, debatirajo, pametujejo, nekaj, kar je tebi dragocenga. Tvoja dnevna soba je zdaj sred hale. To je ta občutek, ne? So še kakšni sodni procesi zraven. Ja, to pa sploh, ne? Ja. In tako tudi z ljudmi se pogovarjamo, kar rečejo, tudi odraslim, ali se starši ločijo, tako, ja, občutek sramu je čist normalen zraven, da pride in se ga ne rabite zdaj odrivati, ampak samo da vemo, kaj se dogaja. Nekaj, kar je meni dragocenga in ta občutek je dober, da znam vrvati, zdaj ne morem. Ok, pač včasih nimam moči. Če se ti starše ločita, nimaš moči. Če se ti, ne vem, bratje pretepajo žlahta, ne vem kaj deja, je zelo boleč, ker ti nimaš moči tam, je pa izpostavljen. To se mi zdi pomembno, da vemo, da ta občutek sramu sam ne porinemo, nekam, ampak veš, ta tema je meni pomembna, da se ločita, žena od tebe nekaj govori, ali pa mož od nje. Koliko težko je takrat, nekaj, kar je bilo prej najbolj dragocenega na temu svetu, najni nos, najni pogovori, najna spolnost, zdaj nimam občutka, zdaj nimam varnosti tam. To se pravi, sram varuje pomembne dele in prav je, da ga tudi gojimo in da vemo in rečemo, da so stvari pomembne. Tudi zdaj, ker velikrat smo samo na tem področju spolnosti, ali pa ljudje sram tako z neko intimnostjo. Jaz zelo poudarjam, da je sram izredno pomembno povezan tudi s čustveno intimnostjo, oziroma spolnost, spolnost raste na čustveni intimnosti. Kaj je pa čustvena intimnost? To, da midva veva v paru, možena, partnerja, kaj deliva, kaj ne deliva. Tukaj se mi zdi, da je velika in pomembna tema, ki bi jo bilo treba enkrat posebej napasti. Lahko, je debate za celo uro, ampak je to pomemben, a si midva zaupava. In tudi vedeti, da to včasih ni tako, bom rekel, samo imamo ali nimamo. Da je to neka stvar, ki ves čas v neki rasti. Kjer je teme želiva, da se jih pogovarjava in da jih deliš s kom? Ok, s tvojo sestro, ki tudi jaz zaupam, v redu, sem miren.
ok, s tvojim sodelavcem, ne vem, ni mi jih fajn, a lahko tam ne, zdaj se pa ne morem pogovarjati tako. A ne, ta čustvena intimnost je res... To mora res enkrat. To mora, ker je izredno pomembna tema in ljudje včasih čistko nekako se ne zavedamo oziroma ne znamo tudi pogovarjati, zakaj je pomembno in vpliva ki je primerna, in ki je primerna in zelo močno vpliva rečejo, imam težave s spolnosti. Ok, pejmo jih nazaj, pogledati, kako se vi sploh pogovarjate, kaj se vi sploh delite, kaj je sploh ta intimnost med vama, ne? Tako en lep rek je, se ga jih spomnil, intimnost je, koliko sva lahko blizu najni neprijetnosti. Nekako samo midva si zaupava mirno, ampak v smislu, a ne čistko, če bi loško bilo, a se upava biti midva skupaj, mi je prijeten s tabo biti žena zjutraj, ka meni iz ust smrdi, pa malo smrdim, pa tis, pa tako, pa tak sem, naprimer, a ne. A se počutam varnega pa sprejetega ob tebi, a moram biti jaz neka maska čudovita, da se res lahko zbližam s tabo, ne. Koliko se v teh ranljivih točkah jaz s tabo počutam varnega in prijetnega, ampak dobro, to je mogoče... To je res orang tema. Orang tema neke intimnosti. Bo šla enkrat v njo. Kaj lahko greva. Tako da, samo če povzameva sram, pazi meje in je pomemben in če ga prekoračam, se je fajn, ni treba, bi rekel, osebno čutiti prevelike ali pa odvrniti od tega, da jaz sam sebe črnem, ampak samo se povedati, ok, šel sem predaleč. Ne vem, sodelavki sem nekaj povedal, ker sem videl, da je ni bilo ok, v redu, in je bila dobra informacija, začutil sem sram, najdu sem mejo, šel sem nazaj. Ko gre nekdo drug čez mojo. Da se ne nabijem na tisto mejo še dodatni sram. Tako, ne se v globino nek tlačiti, ampak vedeti, iščemo mejo in mi pač ljudje skozi iščemo. Ne? Kje sva s prijateljem, kje sva s tem, s tistim tretjem, nekomu nekaj rečem, pač gradimo stvari, ne? Niso fiks, niso naprej jasne. In tukaj, da se znam najti. In po drugi strani, ko gre nekdo čez, da znam tudi reči, tega ves ne bi govoril. Čist smirno. In da se jaz ne počutim sramočen oziroma ne pa so zmeram tisti pogovori, ko nekdo kar govori o nekih spolnih zadevah, o nekih intimnih, čustvenih zadevah in pa mi ustavimo in pa on reče, tako pa se ti ne upaš pogovarjati. Ne? Pa bi rekel, je dobro vprašanje, jaz čutim sram, ki bi ga mogel ti čutiti. Da mu znam vrniti. Ni sram moja šibkost. Sram je to, da jaz znam zavarovati tudi tebe, če ti ne znaš. Ti bi meni govoril o težavah s svojo ženo, ona ne želi, da tega ti govoriš. In ne bom jaz zavaroval, zato imam jaz sram na mesto tebe. In to je pomembna tema za nas v zakonskih skupinah tudi, ker imamo pravilo, da ne govorimo stvari, ki bi drugega prizadele, ne? In to iskanje te meje se mi zdi zelo relevantna zadeva za nas. Jaz tebe ščitam. In se ne rabam jaz upravičiti, ker ponovati pa tisto situacijo, da sem zdaj jaz nek zahodnjak, ki se ne upam govoriti o spolnosti. Ko bo mi da čutiti, da se lahko pogovarjam, mirno ti jaz lahko povem, ali pa tako stvari, ki vem, da je tudi moji ženi ok, da je tvoji ženi ok, če ste dva moška, da smo tukaj pomirjeni. Če ne, pa to ni meje in ti jo jaz varujem. Prosto. Ti jo ne znaš, ne? Hudo. Ja. Gremo naprej. Gremo naprej. In še zadnje čustvo je pa gnus. Disgusting, stari. Disgusting. Ugaben. Ja. Točno tako, kot si rekel, kje čutimo gnus, tudi v telesu, v grlu, ta grimasa, nos, usta, se sploh ne vem, če lahko pomisliš na kakšno, tako, ki te posebno nagražna stvar, da ne narediš malo grimase, ta refleks bruhanja, zavračanja. Gnus nekateri sploh ne čutijo kot, ali pa reče, to tudi čustvo, ali ni to tako sam nek refleks telesa, dajmo pogled, mogoče meni se zdi, da je bil, ali pa čisto po neki razlagi bi se rekel, da je bil gnus en od prvih čustev kot tak, mogoče strah pa gnus bi ga jaz dal. Kaj je gnus? Gnus je preprosto bremza. Če gledava v primerjavi s sramom, sram išče mejo, ko so mi že na poligonu, gnus ti reče, na ta poligon ne greš. To je glavna razlika. Na ta poligon ne greš, tega se ti ne greš. Če gremo malo nazaj na tistega najnega homo sapiensa, ki je iskal, kjer stvari se nam najbolj gnusijo tako po vonju in okusu. Naprimer, beljakovine, crkovina. Pač beljakovina, zakaj? Ker je tudi najbolj strupena. In če pogleda, ti kot homo sapiens si lahko nek pokvarjeno zelenjavo sadje pojedu in kaj ti ni bilo fajn in si pač bruhnil ven. A si lahko pojedu neko crkovino in bruhnil ven in bil ok? Najbrž ne. Ne, si bil že okužen. To se pravi, gnus je tista bremza, ki nas zavaruje pred dogodki, stvarmi,
ki ne moramo reči, da je že v redu, je že povratno. Sem že okužen, če si pojedel neko crkovino. Pred nepovratnim. In tako kot na biološki ravni, v smislu neke hrane, se ti ustav, ne moreš, stop, tega ne bom niti probal. Okay. Podoben je na čustveni ravni. Wow. So stvari v našem dogodki, odnosi, besede, ki se nam gnusijo in je prav, da se nam včasih gnusijo, ker če jih naredimo, ne moramo iti nazaj. Jaz, naprimer, sem se pogovarjal naprimer, z nekim človekom, ki je v vojski, ki sem še bil, ki je dejansko streljal človeka, čistko po službeni dolžnosti in tako, ampak je rekel, veš, ko ti to narediš, ti nisi več isti. Ti ne moš ne ubiti človeka, če si ga. Ti ne moš več nekaj narediti, pa sem nazaj. Ti ne moš več najdeti meje, ko v sramu. Ti si prestopil neko veliko plato, ne samo stopnico, zdaj si šel na drug štuk. Ti ne moš prevarati žene, pa priti nazaj, pa reči, vprost, niste vedel točen, kje je meja. Ali pa udariti. Ja. Ne moš več, zdaj, malo sem se iskal. Ne, ti si prestopil, zdaj sem jaz nasilnič, zdaj sem jaz morilc, zdaj sem jaz, ne vem, nekdo, ki je prevaril. In ta občutek je, zato je ta občutek gnusko tako zelo pomemben, da ga imamo. Da veš, da te sam sistem opozori, tle pa niti ne greš. Gremo vsi, cel kolektiv se dobro zastopimo, gremo še v nočni klub, strip bar neki. Ne grem. Konc, jaz imam ženo. Naprimer. In da se nam tam ustav na tak zelo instinktiven način zabremzamo. Zato mogoče v samem gnusu imam še najmanj tako besede, bi rekel, da ga lahko spravimo v neke različne situacije, ampak se zavedati, da je izredno pomembno, ko ga začutim. Ja. Ker ga znamo pod pritiskom drugih čas povost. Tako, ta je pa res močen. V smislu, gnus je zelo, veš, in zelo trpiš, če greš čez njega. Lahko je tudi premočen gnus, ali pa tako časih rečemo, je malo nevaren, če se kakšen gnus kot tak poveže z nekim dogodkom iz preteklosti, iz otroštva, ki danes nima več neke močne veze, ampak ga še čutim. Ja, če rečem, ne vem, mogoče čist neka hrana, ki so me silali, ali pa, ne vem, jaz sem rdečo peso, po mojem smo mogli... Pržganko, ja. Vse je bilo verjetno z boleznjo povezano, ne? Ja. Rdeča pesa znižuje vročino, pržganka pa kaj? Ja, predriski pa to. Evo ga, pa imamo. In je bilo preveč in se nam je zagabal in naprimer še danes, čeprav se lahko naprimer ne vpliva ta rdeča pesa na moje življenje in verjetno bi se lahko navadil s počasno dozo. Tako da so kakšni gnusi, ampak zdaj govorijo tudi mogoče o kakšnih čustvenih zadevah, kakšnih besedah, ne vem, da sem besede slišal od nekoga, ki so me na nek način malo zlorabljale, po drugi strani pa zdaj slišam od moža, žene, pa ni tako mišljeno. In je fajn, da lahko tudi od tega spregom rečem, čutim to gnusa, a je smiselno, ne? Da se znaš od tega... Da se znamo počasi odtajati ta gnus. In po drugi strani pa, da vemo, da ga tudi spoštujemo. Jaz mislim, da je gnus zelo povezan res tako z neko tudi intuicijo. Včasih srečamo ljudi, situacije, ki na prvo žogo ali pa na zunaj izgledajo zelo lepe, dobre, super in čutimo nek odpor. Takrat jaz zmeraj svetujem ali pa svetujem vsem, dajte ta občutek upoštevati. Ni zastonj. In večkrat se skaže ljudem, da je bilo pomemben. Wow. Čistko, če pogledava, veš, v teh primerih, tudi raznih pedofilskih primerih. Te ljudje, razni pač manipulatorji, pedofili so zelo na zunaj, zelo šarmantni, prepričljivi tako. In je zanimiv in tako vidim, kar reče kakšen človek, te ne zaupamo. Vse je okej, ne zaupamo. Jaz rečem, dajte zaupati svojemu občutku, dajte zaupati. Sej, če ne bo nič hudega, pač nič hudega. Zdaj, dobro, ne mogoče, tako karkoli, ampak da znamo upoštevati te stvari. Tako da gnus je neka zelo pomembna bremza, če v odnosu se nama dogaja fajn od nje spregovoriti, drugače pa upoštevati tudi kakšne te občutke. Evo, in zdaj imava. Vse šest pod streho. Fajn. Zdaj so pa rekli še mejhen, da naj ura ne prehiti. Mečken še imamo, ne? Mejhen še imamo. Da greva še na tele sestavljene, ampak ne predolgo. Ne preveč na dolgo, ok, dobro. To se pravi, to so osnovna čustva, pa imamo veliko nekih sestavnih čustev. Moram povedati, da je bilo že to res dobro. Ok, no hvala, me veseli, da... Res in nujno potrebno. Da te veseli poslušati, da se ne navličeš teh tem. Ne navličem se, pa tudi v to smer na tak detaljni način
Mogoče malo po šolsko, ampak ko ti poveš, ni šolsko, tako da super, bravo. Okay. No, pa na sestavljanje, da ne zmanjka časa. Sestavljanje čustva, ker mi rečemo, ko čustvujemo, pa niso stvari tako zelo jasne, eno, drugo, tretje, eno od te. In kaj so, na primer, tipično sestavno čustvo, ki se mi zdi ga najlažje razložiti, je ljubosumje. Okay. Ljudje rečejo, čutim ljubosumje in samo ljubosumje je zelo težko neki zdraviti, neki se pogovarjati. Ja, zdaj pa, če se je ljubosumje sestavljeno? Ljubosumje je sestavljeno iz 3 osnovnih čustev, iz strahu, iz žalosti in jeze. Aha. Strah me je, da nekdo odhaja, žalosten sem, poslavljam se od tega, težko mi je, odhaja moj odnos, jaz nisem dovolj, to se prekine. In jeza, ker si še zmeraj želim tega odnosa, še zmeraj hrepenim, na nek način ga hočem obdržati. In zdaj samo ljubosumje smo rekli, je težko, če pa gremo po vrst, rečemo, ok, gospod, gospa, dajmo pogledati, koliko je vas v življenju strah, daj vas je bo strah, v katerih odnosih, takrat, ok, koliko je zdaj podoben s tem odnosom. Ja, ok, strah me je, da odhajaš, se reče. To je čisto drugače, če en drugemu povemo, kakor pa ti ne bi smel tizga in tako. Ok, žalost. Lej, težko mi je pri sebi se soočam s tem, da se poslavljamo. Ali predstavljamo žake z mano, ali nekoga, ki smo veliko pomenem, ali tako. Okay. Jezen sem, kaj pomeni jeza, želim si te, ne bom obupal. Zato so tukaj, zato so na terapiji, zato se pogovarjajo, zato sem ti danes rekel, prid sem njimi kul, borim se za to. In je čisto drugače, neko čustvo tako. Čisto drugače, pa se lotiti tega, nek napad. Zdaj, pa imamo razne, kaj so še taki fajni, lahko so skombinirani, naprimer, strah pa veselje, Kaj je to? To je pričakovanje, Okay. To je na nek način trema, tako v enem takem, Istočasno ti neka stvar zelo fajn, zelo se veseliš, sproščen si, dobro si in jo čutiš kot zelo pomembno. Okay. Pa imamo na primer povezane razočaranje. Kaj je razočaranje? Razočaranje je jeza in žalost. Okay. Dober si, dober. Ker je včasih težko tako razmišljati. Poslavljaš se od nečesa, kar ni bilo in veš kaj, da bi ti to lahko. Jeza je ta potencial, zapravljen potencial. Rečem, jaz bi to lahko in sem razočaran. Dosti jih je povezan v kombinaciji, naprimer, sram, gnus, ali pa če greva z jezo. Jeza pa gnus je prezir. Ustaviš, konc. Nekaj je bremza in to bremzo in to mojo ti držiš na dolgi rok. Prezir je, kot te nekdo prezre, sem slišal zadnjič. Ja. In te na nek način te je tudi usramotil, če te je prezrl. In ti mu ne dovoliš več. V bistvu te ne vidi kot tebe, te vidi kot samo neko funkcijo. Tako, prezre tebe in ti, ne vem, za zdravo jezo znaš to držati. Veš, le smo šli čez. Zamera je jeza pa sram. Daj to razlož, ta je velika. Ta je velika, pa kar močno sestavljena. Mogoče denotnik smo šli, to se pravi, če gledamo pred gnusi, samo neka bremza, sram smo rekli neko področje, ko smo hodili, ko nismo najdeli neke prave meje, in z jezo pa človeka več ne pustim bliz. In ena taka sestavljena. Zamera. Ja, zamera. Kaj imamo še naprimer, tele imam zdaj tukaj tako, da zdaj, da ima še zaljubljenost. Ja, in zdaj pa še zaljubljenost, mnogi so razočarani, ker ljubezen pa, ko to predavam, ljubezen pa zaljubljenost ni na prvi točki, oziroma čustvo, kako, enkrat sem bil tako fajn, sem eno predavanje za moške in tam, že odrasl, mislim, da tam 20 do 30 in predavam, sem na čustvo in sem rekel, sam to, da vam povem, zaljubljenost pa ljubezen nista čustvo in pa je bil tam 110 kil deca, tako, cel razočaran. V smislu, še to ste mi vzeli, še tle ste mi opeharali. Še tega čustva nimam. Še tega. Ok, dajmo. Zaljubljenost? Zaljubljenost pa mogoče, če greva iz zaljubljenosti. Zaljubljenosti ni čustvo, vsebuje cel spektr čustev in v veliki meri, tako malo fantaziramo od zaljubljenosti, ampak v zaljubljenosti naprimer je veliko več tudi strahu, jeze, žalosti kot samega veselja in sproščenosti. Zakaj? Ja, pač tako je.
Spomnim se, ko si bil zaljubljen. Zaljubljenost je zelo naporno obdobje, a ne? Ja. Ne veš, a je s tabo, a ni s tabo, drugo, a si do smešan, a se sem smeje, skozi ti dogaja, a ne? V resnici zelo radi vidimo, da zaljubljenost mine, rečeš, v redu, zdaj sva skupaj, zdaj sva par, in te pomiri, a ne? In spet naredi neko varno ceno. In če gremo nazaj, zaljubljenost je v resnici trik narave, ki smo ga rabili zato, da smo mi iz neke varne cone teh čustev, če gremo nazaj, Homo sapiens series je naredil neka čustva, rekel, ok, zdaj smo varni, ampak neka napaka je bila, da smo zdaj varni v svojem mehurčku, svoje intimnosti, družine. Kaj pa razmnoževanje? Smo pa prišli v slepo ulico. To tudi rabimo. In to rabimo. In je pomemben. Stari, danes smo v slepi ulici glede tega. Čak, sam da greva v smislu. In zaljubljenost je tisti trik, predvsem hormonski trik, ker je zaljubljenost predvsem hormonska, rečemo čist hormonsko neravnovesje, ki te zmeša, in ti reče, kljub vse varnosti, briga te, pet v drugo votlino in tam boš najdel neko, rečemo, žensko, ki ti je noro všeč. In se ful dobro počutiš in imaš občutek, da jo že odzmeram poznaš, to se pravi, dobivaš neke lažne občutke varnosti. Vsi rečemo, občutek imam, da jo že odzmeram poznam, da so vsi usvojeni, da so skupaj, tako, ker ni res, sploh ni res, samo ta občutek je in ta pač sama zaljubljenost je izredno pomembna, zato da smo si na neki fazi razvoja dovolili tvegati v tej intimnosti in ranljivosti in smo šli ven. Zdaj pa tako rečemo, to je zelo pomemben in brez tega bi se mi kot vrsta bi propadali, ne bi gradili odnosov zdravih in potomcev. In naprimer lahko pa pogledamo še malo sorodne zadeve. To se pravi, ena podobna stvar je, da se ljudem tudi dogaja tako rečeva, zaljubljenost je materama, Materin, ki rodijo otroke. Takrat je hormonsko zelo podobno kot v fazi zaljubljenosti. In je tudi evolucijsko zelo logičen. Neka ženska, ki je utrujena, neprespana, lačna, ima takrat kar energijo in moč, da je po koncu, da ne je, da skrbi za otroka. Ja, da ne zasovraš tega otroka. A niso isti in najlepši otrok. Otrok, ki ga ima, je najlepši. Tako, ko rečemo, da imam najlepšo punco. Tehnično, zdaj ne vem, kdo bi to zmeral, ampak tebi je najlepša in otrok je najlepši. In to je nujno, da nam je takrat najlepši, ker imamo usredotočenost. In v jami rečemo, to se pravi, če pogledamo, ta zaljubljenost je bila nujna. Ker če je neka mama rekla, da samo rabimo se naspati za 2 ure, pa otroka pusti na nekom kamnu, bi otrok umrl. In je bila evolucijsko nujna in je še danes, rečemo, zelo potrebna, da se zaljub v otroka, oziroma zaljub, da se te podobno hormonsko stanje se vzpostavi. Zelo pomemben se mi pa zdi, pa mogoče vsebinsko ne bolj iz celega pogovora, da se zavemo in da se zaljubljenosti, rečemo ta trik hormonski in čustven, dogaja tudi kasneje v življenju. Mnogi se pač, rečemo, iz zaljubljenosti se zaljubimo, z nekom spostavimo nek stik in se odločimo v ljubezen. Ljubezen je pa odločitev. Rečem, ok, kot sem te spoznal, rad bi s tabo šel naprej in se odločam zate. Kaj pa, če se zaljubljenost se pa lahko zgodi še kasneje, ko imam že resen odnos. Jaz sem večkrat slišal svojih terapevtskih sedežev, pride kakšen, jaz imam z moškimi, prije moški reče, zaljubil sem se, sicer imam doma ženo, super je, pridna je, odgovorna je, imam 3 otroke, vse imam rad, ampak jaz sem se zdaj zaljubil sodelavko in pač bom šel, Kaj, In zdaj jaz mu moram sporočiti, da je čist napačen razum v zadeve, Ne rečemo, da je kreten, ampak mu moram povedati, da je to ni kreten, ampak da se je zgodil preprosto nek trik, ki je bil enkrat, 10 let nazaj, ko se je on spoznal svojo ženo, super in se je odločil, ampak zdaj bo pa ta trik mogel ignorirati. Bo pač ga preprosto mogel razumeti, da zdaj pa pač ni funkcionalen oziroma je razdiralen. Zakaj se je zgodil, je tudi se zelo hitro lahko pridemo od tega. Doma imamo naporno ženo, skozi potreba po umiku, potreba po pobegu, pač dejansko neki čustveni, mogoče pri tisti temi neki čustvene intime. Mislim, da bova morala res prav v to temo naslednjič iti noter, ker je dejansko, ta cel proces od zaljubljenosti do gradnje čustvene intime znotraj odnosa, znotraj zakona in pa te pobegi, ki se nam vmes radi zgodijo, je ful pomembna tema. Marsikaj bi razjasnila, pa marsikaj prešparala, če me vprašaš. Ok, prvo pustva to temo za drugič, mogoče samo to, da vemo, samo to, da zaključimo. Zaljubljenost kot taka se lahko zgodi, ampak jo je nujno rešiti, da ne ostaneva, da se zavem, da ta trik je trik
in da to ne pomeni, da sem jaz z to osebo nujno usvojen in da bom samo z njo srečen. In da moraš nujno nekaj v zvezi s tem kao narediti. Ja, kar moraš nujno narediti, je iti domov, pa ženi povedati. To je pa nujno. In prevzeti odgovornost za ta čustva, ki se zdaj z nama ženo dogajajo. Vsti strah, sram, žalost, krivdo, zdaj pa to treba spraviti. To je pa nujno. Domoviti, povedati in takrat se bo čustvo, ta intenziteta pade, potem pa prevzeti odgovornost za te stvari. To je pa naprimer tako, sam da vemo, da nastane, to se mi zdi pomembno, to odprto, da vemo, da zaljubljenost ne pomeni samo s to osebo srečen, ampak s to osebo sem zdaj čutim neko to hormonsko zadevo, čutim neka čustva, ampak jaz rabim to doma dobiti, tukaj samo nek slepa ulica, ki bo menila, ki bo v vsakem primeru bom čutil isto Če bom šel zgodbo ponavljati, dragi, bo prišla s toliko večjo intenziteto. Tako. To je dejstvo. Tako da, če ti je v redu, lahko to res enkrat v svoji oddaji, da samo me skrbi, da ne bi zdaj, mislim tako, se razumeš, da ne bi ostala stvar odprta. Ker je to tako pomembna stvar, da razumemo, da se te stvari da reševati in da se dogajajo in da se pogosto dogaja. Da je normalno, da ni to nenavadno. Tako da pa jo lahko rešiva. Ni pa rečemo, osnovno čustvo je pa nek miks, ne. Tele odnosi so kar neki, so zakon, ampak so kar naporna reč. Ja, da nekaj, človek se zmatra. No, pa delati je treba, migati je treba. Mava nekaj čist konkretnih idej, kako se lahko kdo tega loti, če je v bistvu čut, da neki bi, pa mogoče glih še ne ta moment terapije, recimo, ne. Pri družini in življenju imamo zdaj spomladi 2 termina seminarja Nepozabni trenutki za naju na Belvederju, kjer mečkeno vstopimo v te stvari. Vidva z Jero sta že bila, ne? Jep, so bila, lansko leto, zelo fajn. Ja. Kaj ti je bilo najbolj, da ti ostali? A veš, zanimive se mi zdi predvsem tako, ko slišiš zgodbe tudi drugih. Ta pričevanja, ki so bila meni zelo dobra. Tako, iskreno ljudje pojejo od svoje situacije, pa ne samo težave, ampak tudi rešitev. Tudi tako, da stopaš not, vidiš, ni samo težava, ampak imamo težave, rešujemo jih in potrebno jih reševati. In bom rekel, čist cel vikend mora biti neko ta pozitiven občutek, premikamo se naprej. Da se graditi, moš pa graditi. Tako zelo pomembno se lih v tokih... Močen push za ta reset. Tako. Tako da, pa poleg tega imaš čez zase, imaš tam je lepo, malo za sprehajati tisto, te lepe trenutke, da spet obujamo, tako da priporočam. Meni je super. Tukaj zrem vsakič. Tako da je res fajn. No pa v bistvu pa je zdaj postni čas, ne? Kdor hoče pa mečken zavrati, naresno ima pa najem prijatelj Janez Meden, eno dobro vsebinsko poslastico za nas v aplikaciji NineApp, gremo zdaj v temo odpuščanja. Ti si tudi malo zraven pomagaš. Ja, malo pomagam. Ja, Janez ima res tole eno tako super po mojem potovanje, ki je pomembno za naše odnose, da si odpuščamo. Veliko nekih starih ran ali pa nekih zamer. Smo kar si v odnosu ustajajo in si ne spregovorimo in imamo občutek, da če bomo spregovorili, da bomo spet naredili nek ogenj v hiš. In se mi zdi, Janez je zelo dobro tole razdelal, šel po korakih, tudi zgodbo pač Jožefa, svetopisanskega Jožefa, s to sukno. Tako da mislim, da bo super za odpret. Ni duhomorna. To bi mogoče dodal, ker ko govorimo o odpuščanju... Odpuščanje je lahko težka tema, ker se jo res ne pretloto. Malo bi se jo izognil, ampak po drugi strani pa jo dobro malo odložiti, tako da mislim, da zelo fajn. Ja, pač ti da neko strukturo, je pač treba delati vsak dan, tistih 10 minut je treba narediti, ampak v bistvu v tem postu, v bistvu je odpuščanje, bom rekel, post, je tisti pravi post, kjer se pač posloviš, če greva na to, posloviti od neke pravice, ki mi kao pripada. Česa, kar bi moral imeti, pa nimam. In dejansko v odnosu med možem, ženo, med partnerjama se to veliko dogaja. Tako da pejte naložite aplikacijo na NineApp, noter vas čaka to potovanje. Cena je 14,90 € za oba skupaj, je mesečna naročnina. In štartite, pa boste videli, da se bo fejst splačal. Ja, jaz tudi mislim. Cool. Miha, hvala. Res mi je dobro, zelo nazorno, preprosto, jasno, razložiš ful pomembne stvari in se veselim, da bo to še nadaljevala. No, me veseli. Ja, vse dobro. Vse dobro tudi tebi. Hvala.